Brezmadežno je delo Livije in Tomaža Pandurja. Tomaž žal ni dokončal predstave, ki pomenljivo govori o samoti in izgubi bližnjega. Kako je Tomaževa smrt vplivala na samo predstavo in njeno interpretacijo? Okoliščine nastajanja ali pa pripravljanja ali pa potem finalizacije te predstave so bile res zaznamovane z tem tragičnim dogodkom in ko se nekaj takega zgodi, ko nekaj takega doleti, hote ali ne hote, zavestno ali podzavestno, mislim, to bdi v predstavi, ob predstavi, okrog predstave in to je nekaj zelo žalostnega in tragičnega, kar se je zgodilo, ampak jaz sem ponosna v prvi vrsti na Livijo, potem pa tudi nase, da ne glede in potem tudi v končni fazi na SNG Maribor, da so in Liviji in meni zaupali do te mere, da kljub Tomaževi izgubi, da sva lahko speljali to predstavo do konca z ostalimi sodelavci. In seveda je vse v začetni fazi, pa tudi zdaj, mislim, to je dejstvo in to bo za zmeraj ostalo tako. Mislim, da če povem primer, ali pa čisto, jaz imam v mapi, kjer imam spravljen tekst, imam Tomaževo slikco, imam ene risbice ali pa skice, ki jih je on naredil. Mislim, tako da njegov duh in to mora biti zraven, no, ker je kakorkoli izhodišče bilo v njemu in se mi to zdi čisto iz pietete, iz spoštovanja, da biva in živi s to predstavo, dokler jo bomo igrali on zraven. Brezmadežna je premiero doživela lani na domačem odru SNG Maribora, sedaj prihaja v Ljubljano. Koliko predstav ste že odigrali v tem vmesnem času? Veš, da se številke ne spomnim, ampak res ne. Kje pa je bila zadnja? Zadnja je bila v Ljubljani v Drami ali je bila doma, zdaj pa ne vem. Res ne vem. Kateri prizori s predstave vam je najljubši, ga imate najraje? Ker je predstava v bistvu tako, kot je en val, no? In moram reči, da mi je ljuba v celoti, ker ko si sam na odru, so specialne okoliščine ali pa zelo posebne in tudi predpriprava je drugačna kot pri ostalih predstavah, ker 1 uro z nenehnim govorjenjem, obvladovanjem teh velikih prostorov ali pa dvoran, pred katere si postavljen, je pač poseben izziv za igralca. No? Je monodrama težja kot klasična? Ja in ne, no. A veš, ja in ne zaradi tega, ker si sam in se moraš in se lahko zanešeš samo nase. Ne zato, ni težja zato, ker si prav tako sam in te nobene moti, no. Mislim, motijo te lastni demoni in duhovi, ampak s tem lažje popedeneš, kakor pa včasih z kakimi tenzijami, ki se pač pri študijih dogajajo, kar je normalno. Imate kaj več treme potem pred monodramo, glede na to, da ste v bistvu prepuščeni sami sebi? Nimate nekoga, ki bi lahko rešil kakšno situacijo nepredvidljivo? Ja, no, moram potrkati, da zdaj po teh nekih letih igranja, kot se reče, po tej neki kilometrini, se pač zavedam, kaj moram sama sabo prej narediti, da preden prestopim iz tega sveta v tisti drugi svet. Kakorkoli, ta odrska prizorišča so ti meta prostori in lih s ceste ne moreš skočiti na oder, ni. Sploh pa ne v takem tipu predstave. Drama Brezmadežna prihaja v ljubljansko opero in balet 18. julija. Kaj lahko gledalci pričakujejo? Mislim, tako je, ne? O predstavi se lahko tudi govori, predvsem se jo pa gleda, tako da 18. julija povabljeni v ljubljansko opero, pa da vidite Brezmadežno.